Živijo in dobrodošli nazaj v podkastu Po desnem pasu, kjer mladi na desni z vami delimo svoje poglede in pa tudi kakšne nove ideje. Danes sem z vami Karin in pa z mano je tudi posebni gost, politični analitik, profesor na Fakulteti za uporabne državne študije. Družbene študije, se opravičujem, Sebastijan Jeretič. Živijo, Sebastijan. Zdravo, lepo pozdravljena in hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Z veseljem, da si po neki krajši pauzi prišel ravno sem v podcast Po desnem pasu. Prednost je bila tudi v tem, da ste v pritličju, ker imam še vedno težave hoditi po stopnicah, tako da recimo na neke druge podcaste ne morem priti zaradi številnih stopnic, ki vodijo do studia. No. Ja. Pa Okay. tudi z veseljem sem prišel do tebe. No. No, super, me veseli. Midva bova v bistvu začela kar danes z aktualno tematiko v državi. Danes bova bolj analizirala trenutno politično situacijo, ne. In sicer zdaj imamo, lahko bi rekli temu, škandal v državi, ne. Torej Borut Pahor, nekdanji predsednik države, nekdanji predsednik vlade, je razburil slovensko javnost s svojo izjavo v nedeljskem intervjuju, da dogajanja v Gazi ne bi označil kot genocid, ne. S tem je v bistvu komentiral tisti zloglasen govor Nataše Pirc Musar v Evropskem parlamentu in v bistvu je tudi svojo izjavo, se mi zdi, čisto ustrezno utemeljil, ali je možno, da zdaj v bistvu izkoriščajo to Pahorjevo izjavo, da delajo, da nekako zamotijo slovensko javnost s tem, da se ne ukvarjamo toliko ravno s tem hudim padcom BDP-ja in gospodarske rasti. Jaz mislim, da je bilo preveč jim pripisovati tak strateški razmislek v ozadju. Mislim, da je to res čisto iskren izbruh neke frustracije. No, najbolj so frustrirani zaradi tega, ker že ko je Pahor bil predsednik Socialnih demokratov, je trda levica mislila, da ga je dala za stečajnega upravitelja neke stranke in on je postal leta 97 predsednik stranke in takrat je bilo mišljeno, da je to itak ena mala strančica, ki če bo treba, bo pač pomagala velikemu LDS-u in velikim strukturam centrov moči, če ne bo pa pač spravil stečaj in te stranke več ne bo. Ne? In dejansko on je vodil takrat svojo solo politiko in stranka je delala po svoje. Ne? On je na predsedstvih zgubil 33, ampak on je bil zadovoljen. Je prišel pred kamero in rekel, jaz mislim tako, stranka se ne strinja, kaj čmo, ne? In je, dajmo reči, desetletje lahko živel v neki taki dinamiki. Ne? In tudi zmaga 2008 ni bila zmaga, ki bi si jo želeli tej centri moči. To je bila zmaga, ki se je slučajno zgodila zaradi vrste nekih nenavadnih naključij, ampak centri moči so za leto 2008 planirali zmago Gregorja Golobiča in Zaresa. In dejansko se je že takoj po porazu LDS-a 2004 s Tonetom Ropom, ki je bil skorajda sabotiran strani nekaterih strankarskih kolegov, se je takrat prvič sploh odprl koncept novih obrazov. Takrat je tako imenovani Tošev laboratorij, torej Center za raziskave javnega mnenja, prvič začel z anketami, ali bi volili novo stranko. Ne? Seveda, takrat je bilo že malo prvo razočaranje malo zdolgočasenost, malo razočaranje nad slovensko politiko in seveda nekaj novega, seveda bi vzel nekaj novega. Ne? In je pokazalo, ne vem, da 60% bi volilo novo stranko. Ne? Ampak to je bilo vse odpiranje koncepta, ki je bil namenjen stranki Zares in Gregorju Golobiču. In on je samo 3-4 mesece dejansko zamudil za ustanovitvijo svoje stranke in ga je Pahor prehitel, ko je v Socialne demokrate pripeljal Toneta Ropa in tiste 4 lastovke, s katerimi je stranka preskočila 20% v anketi in zasedla recimo mesto alternative. Ne? Skratka, ta odnos neke trde levice, skrajne levice do Pahorja je bil ves čas nekako negativen. Ne? Ampak največja frustracija je v temu, da je pač najuspešnejši politik, kar jih je kadarkoli bilo po zmagah na volitvah. Torej, on je uspel, je bil predsednik parlamenta, predsednik vlade in predsednik republike. Bil je odličen predsednik parlamenta, zanič predsednik vlade in spet odličen predsednik republike, recimo. Ne? Skratka,
ima neko kariero, ki gre izjemno v nos tej skrajni levici. Ne? In zdaj, če pogledamo, jaz sem prepričan, da če bi imeli priložnost z zmernimi ljudmi, da se 15 minut, 20 minut z njimi pogovarjamo v tem stilu, ko sva prej recimo začela ta podcast, bi se jim razložilo, da ni Pahor naredil recimo nič narobe. Ne? Cel halo, kot sedaj izgleda, prihaja dejansko iz skrajne levice. Prihaja torej iz strani popolnoma zradikaliziranega političnega prostora, kar kaže na to, no, da je skrajnost prevzela dejansko vajeti v svoje roke v tej državi. Ne, da torej celoten vladajoči blok, vključno z Svobodo, kjer Boštjančič sam govori, da je včasih mogoče res preveč na levo jih pelje, ne, dejansko skrajnost vodi celoten ta blok. Zaradi tega, ker je ključno sporočilo, ki mislim, da ga je predsednik Pahor dal v tistem intervjuju in je bilo mogoče malo spregledano to, da je enostavno ta blok izpraznjen, da je idejno prazen, da torej nima več kaj ponuditi slovenskemu narodu. In to je tudi temeljni razlog, da v tej praznini eno dretje iz skrajnega kota lahko doseže takšen efekt, kot ga dosega ne samo pri vprašanju zdaj odnosa do Gaze, ampak tudi na drugih področjih. Ne? Tudi pri reformi zdravstva je največ doseglo dretje iz skrajnega levega kota, pa še vedno ni zadovoljno. Še vedno Glas ljudstva pravi, da je to neoliberalna politika, Kordiš je celo izstopil, ker niso dovolj radikalni, ne samo v tej vladi, ampak v njegovi stranki. Ne? Skratka, problem je ta izpraznjenost večine političnega prostora, ki omogoči, da prevlada to dretje iz skrajnega bloka in da tudi ta manjšina slovenskega ljudstva vlada celotni državi. Ker imamo torej praznino v velikem delu političnega prostora in imamo apatijo v večini dela ljudstva. Ljudstvo se enostavno ne briga za politiko. Mi imamo največ 10% ljudi, ki sploh spremljajo politiko, in če rečemo spremljajo, pomeni, da 3-krat na teden pogledajo kakšne novice, to so določene, mogoče sem še pretiraval, ko sem rekel 10%, nekatere analize so kazale, da je največ 50,000 ljudi v Sloveniji, za katere lahko rečemo, da recimo spremljajo politiko. In imamo torej zaspano ljudstvo, imamo politični prostor, kjer je večji del nekega zdravega prostora popolnoma prazen, in potem imamo eno skrajnost, ki je izjemno glasna in agresivna in ki zaradi tega v takem kontekstu potem lahko prevlada. In potem se zgodijo posamezni dogodki, ki, kot pravim, so samo izgovor za ta izbruh osnovne situacije nekake, v kateri smo. Ja, se je v bistvu že Borut Pahor je nedolgo nazaj na enem drugem podcastu izjavil, da je politika anti-Janša nekaj najslabšega, kar se je v naši državi, kar se je zgodilo tej državi praktično, kar je res čisto točno povedal. In pa v bistvu me zanima tudi to, ko si omenil, da imamo zaspano ljudstvo. Kako je mogoče, da je slovensko prebivalstvo tako nezainteresirano? Ker jaz sem recimo nedolgo nazaj gledala neke dokumentarce iz 90-ih let, ko je recimo bila afera Depala vas, in se spomnim, da takrat je ljudstvo množično protestiralo pred državnim zborom, da ne bi proti temu, da odstavijo Janeza Janšo za obrambnega ministra. To je, mislim, iz današnjega zornega kota gledati te posnetke je neverjetno. Skoraj da ne moreš verjeti, da je bila takrat čisto drugačna klima, ne, kakor pa danes. Danes pa vidimo na teh protestih nekaj upokojencev, 1000, mogoče 2000, se mi zdi, da jih je tudi, ne vem, vsakič manj. Kako je mogoče, da je slovenski narod tako pasiven? Kako so to dosegli? Mislim, da tudi takrat, že sama Depala vas je bil res izjemen dogodek, tisti protest, pa vseeno, jaz mislim, da že takrat je bil večji del javnosti zaspan, umirjen. Dejansko mislim, da edini moment, mogoče celo res edina svetla točka slovenske zgodovine je bil konec 80-ih let, ko je ljudstvo v celoti se dejansko politično osvestilo in politično mobiliziralo. In
afera JBTZ je tisti moment, ki je poenotil ljudstvo. Samo zaradi tega smo tudi dobili našo državo. Takrat so bile silnice, en del do konteksta momenta nam je bil seveda naklonjen, od padca komunizma, razpadanja Sovjetske zveze in drugih, torej bili so momenti zunanjega konteksta, ki so nam bili naklonjeni, ampak če se ne bi takrat ljudstvo tako poenotilo, bi zagotovo precej bolj trpeli na poti do samostojne države. Takrat se je uspelo s tisto enotnostjo, mobilizacijo in dejansko politizacijo celotnega ljudstva doseči samostojno državo. Jaz mislim, da kmalu po tistem je začelo usihati. Zakaj? Ker je bilo, 90-ta so bila fenomenalna, živelo se je lepo, obeti so bili, upanja so bila velika, ogromno denarja je prišlo v državo in standardi dejansko čez noč nekako smo dosegli nek preskok in razen tistega dela, ki se je takrat poskusil upreti odstavitvi Janeza Janše z mesta obrambnega ministra, jaz mislim, da je že takrat večji del javnosti dejansko zaspal in dvignil roke. Zato tudi se je potem nadaljevalo, tako kot se je z, dajmo reči, od takrat 94, torej še 8 leti vlade gospoda Drnovška. In zdaj, zakaj je ljudstvo tako zaspano? Prva stvar je, mi nimamo neke hude tradicije političnosti, ker nismo bili skozi zgodovino, torej upravljanje naše medsebojnosti ni bilo v naših rokah. Ne? In zaradi tega nimamo neke take tradicije, kot jo imajo mogoče kakšni drugi narodi, tudi nekdanje Jugoslavije, ki imajo vsi neke zgodovinske momente, takšne ali drugačne, od Hrvaške do Črne Gore, do seveda Srbije. Ne? Mi tega političnega naboja takrat mogoče nismo imeli. Mi celo v času Avstro-Ogrske se naši niso mogli zediniti, tista peščica politikov, ki smo jih imeli, kakšen je naš nacionalni program. Ali hočemo slovenstvo, ali je jugoslovanstvo bolj varno v sklopu Avstro-Ogrske. Skratka, zato pravim, da edina svetla točka naše zgodovine je bil konec 80-ih let, ko smo se dejansko poenotili. Torej, nimamo te politične tradicije. Drugi dejavniki, mislim pa, da je tle pomemben, pa je ta, da ne glede na vso kritičnost, ki jo lahko imamo do vladanja v tej državi, do delovanja določenih državnih aparatov, je standard življenja pri nas še vedno izjemen. Torej, ljudje pri nas dobro živijo, večina, seveda obstaja velik del skupnosti, ki ne živi dobro in ki živi vse slabše iz dneva v dan, ampak večina živi dovolj dobro, da se ne zmeni za politiko. To pomeni, da tudi, ko začne upadati standard življenja, ne naredijo preklopa, ali je to zaradi vlade, ali je to zaradi tega in tega ukrepa, ali je problem zaradi tega, ker vlada ne vodi ustrezne gospodarske ali takšne politike. Ni tega, enostavno tega preklopa. In zaradi tega imamo tako zaspano ljudstvo. In tako zaspano ljudstvo se zbudi zadnji mesec pred volitvami ali pa celo zadnji teden pred volitvami. In potem, kaj se zgodi? Pogledajo, koga dominantni mediji, ker ne spremljajo politike, ne morejo poznati drugih virov informacij kot Pop TV in TV Slovenijo. In pol pogledajo, koga predlagajo, koga je treba nekako voliti. In to se zdaj dogaja že, dajmo reči, vsaj 15 let in se enostavno ta začarani krog vrti in vrti. In vprašanje je, ali se bo in kdaj se bo nekako presekal. Jaz mislim, da še vedno obstaja možnost, da se ponovi vaja naslednje leto. In to ne samo z novim obrazom, ki bi prišel, ampak celo s tem trenutnim, ki ga imamo, torej z inovatorjem estradizacije politike in tle ne gre zdaj za neko strašenje ali pa za neko, bom rekel, strateško napovedovanje, ampak ta opcija še vedno obstaja ravno zaradi vseh teh dejavnikov, ki sem jih naštel. Zaradi zaspanosti ljudstva, zaradi tega, ker standard življenja počasi pada in se ga da pripisati mednarodnim dogodkom ali čemurkoli. In torej ljudje
se bodo zaradi tega odločili zadnji moment in odločili se bodo na podlagi zelo enostavne medijske propagande dominantnih medijev, ker jim bo to edini vir, ker se niti med sabo ljudje ne pogovarjajo o politiki. Mi nimamo niti te tradicije, da bi se v gostilni recimo pogovarjali o politiki. Pogovarjali se bomo o reality šovih in cel kup drugih zadev, ne bomo se pa pogovarjali o temeljnem kontekstu našega sobivanja. Ja, žal nas je ta politika za ali proti Janši pripeljala pač do tega mesta, do kamor nas je pripeljala. Jaz sicer mislim, da Golob ne bo več izvoljen. Se mi zdi, da je zelo sovražen politik, vsaj s komarkoli se pogovarjam, ali z levega ali z desnega pola. Moram pa tukaj dodati nekaj. Se pa recimo jaz lahko zahvalim Golobu, ker je ravno on bil tisti, ki je mene nekako zbudil iz tega spanca, če lahko temu tako rečeva, ker jaz sem bila tudi prej nekaka ovca, ali kako bi temu rekli, sem bila ta tipičen slovenski zaspan državljan, ki se ne zanima za politiko, potem se je pa pač zgodila Golobova vlada, začele so se dogajati norosti, pa to arogantno javno komuniciranje, ki je res nekaj nevidenega v tej državi. In si upam reči, da je še kar nekaj takih posameznikov, kot sem jaz, tako da jaz nekako sem pozitivna, kar se tiče tega. Mislim, da se bo sicer počasi začelo obračati v drugo smer, ampak se pa dogajajo neki premiki. Zdaj pa mogoče, če se še malo bolj dotakneva padca BDP-ja, ki je najvišji v Sloveniji, zdaj nam je še OECD napovedal nižjo gospodarsko rast, pa imamo predsednika vlade, ki spodbuja podjetnike na Hrvaško, spodbuja, da se grejo davčno optimizirati v tujino. Mislim, kako ti to komentiraš, da imamo takega človeka na čelu države? Torej, pogosto se je reklo, gospodarstvo dela po svoje, sploh ni važno, kdo je na oblasti in tako naprej. Mi zdaj seveda lahko ugotavljamo, da temu ni tako, da je zelo pomembno, kakšna gospodarska politika se vodi. Slovensko gospodarstvo se je po vladi Alenke Bratušek postavljeno na noge desetletje. In 2 mandata, ko je gospodarsko politiko vodil Zdravko Počivalšek, sta bila ključna mandata za to, da smo ponovno dobili neko zdravo gospodarstvo. V času covida, ko so bile res posebne razmere, je Slovenija po oceni OECD, torej ne po nekih lastnih ocenah, vodila drugo najbolj učinkovito ekonomsko politiko. Torej, ne da je imela rezultate, ki so bili drugi. Ocena politike, ukrepov, zaradi katerih so bili dobri rezultati, je bila ocenjena kot vrhunska. Danes imamo politiko, ki se dejansko skoraj da trudi sesuti slovensko gospodarstvo. Začelo se je enostavno že s prvimi izjavami Goloba, da se bo pač kakšne fabrike pač zaprlo. Zakaj? Njegov pogled na gospodarstvo je seveda v njegovi glavi v visoki dodani vrednosti, ki jo je imel on v njegovem podjetju. Ampak kaj je on dejansko počel kot vrhunski menedžer, kot je bil nekako napovedan? On je našo državno elektriko preprodajal. In je seveda zlahka v takem poslu doseči neke vrhunske rezultate in milijone in sprivatizirati recimo te milijone. In on gleda na gospodarstvo z vidika te njegove izkušnje, prodajanja nečesa in ne vidi, da je slovensko gospodarstvo dejansko industrijsko. Mi nismo vstopili v storitveni svet in smo bili celo 3. v Evropski uniji po deležu industrije v GDP-ju. To pomeni, da glavnina tega, kar je Slovenija proizvedla, je bila industrija. To je bila industrija, ki je seveda, dajmo reči, v službi nekoga drugega, torej zato smo vezani na druga gospodarstva, ampak je bila industrija, ki je z leti, kolikor se da, višala počasi dodano vrednost. Skratka, mi nismo bili na nivoju neke nekdanje Kitajske ali današnjega Balkana, mi nismo delali samo nizkocenovne zadeve, ampak smo v tej verigi dodane vrednosti
prihajali vse više in više. Smo pa bili še enkrat industrijska država in seveda energetsko potratna z tega vidika zaradi narave industrije, ki jo imamo v Sloveniji. In to pomeni, da če ti upravljaš s takšno industrijo, bi se seveda vlada morala ukvarjati s tem, kako tej industriji omogočiti, da še naprej ostaje tekmovalna. In kako mednarodne dejavnike prepričati, da smo še vedno država, ki je vredna zaupanja, ki je vredna vlaganj. Ta vlada je naredila ravno nasprotno. Torej, najprej z izjavami, se bodo pač zaprle fabrike. Če je tako drago, če ne morejo zdržati s to ceno elektrike, pač ne zaprejo. In se je recimo v Talumu zaprla proizvodnja aluminija. Zakaj? Ker je energijsko potraten. Talum je z lastnim slovenskim znanjem prišel do tega, da je po učinkovitosti bil drugi na svetu. Torej po tem, koliko elektrike za tono aluminija. Skratka, imeli smo neko znanje, seveda je zadeva, ki ni visoke dodane vrednosti mogoče, ampak smo na svetovnem zemljevidu bili na nekem pomembnem mestu. In zdaj, kaj je pol problem? Ko se začne korak za korakom zapirati vsa ta podjetja, se tega ne da nadomestiti z nekimi novimi geniji, ker ne moremo vsi preprodajati nekaj državnega in ustvarjati neko namišljeno dodano vrednost, ki se je skozi geniji dejansko ustvarjala. In zaradi tega sedaj vidimo počasi posledice takšne politike. Drugi vidik, torej prvi vidik je bil ta odnos do industrije in drugi vidik je bil odnos do mednarodnih dejavnikov in izguba zaupanja tujih centrov gospodarskih do Slovenije. Pred kratkim smo ugotovili, da je nemško gospodarstvo izgubilo zaupanje v Slovenijo. Slovenija je bila ena najbolj interesantnih držav za vlaganje kljub našemu in davčnemu in drugemu. Mi smo zelo kritični do naših državnih aparatov, ampak primerjalno gledano smo bili še vedno ustrezni. Predvsem pa me je presenetilo, ko sem se skozi leta pogovarjal s kakimi tujimi investitorji, njihove analize so kazale, da je slovenski delavec izjemen zaradi znanja, zaradi lojalnosti do podjetja, zaradi resnosti pristopa k delu. Skratka, imeli smo določene primerjalne prednosti. In ta vlada je čez noč te primerjalne vrednosti uničila in seveda zdaj propad se ne bo zgodil, bom rekel, do naslednjega leta. Ampak mi smo z tem prvimi znaki padanja GDP-ja, prvimi znaki zmanjševanja gospodarske rasti in napovedi gospodarske rasti v prihodnjih letih preprosto začeli ponovno nek proces, iz katerega bomo mogoče spet rabili desetletje, da bomo ven izplavali. In problem je ravno v tem, da tej cikli so vidni ljudem, ki se s tem od blizu ukvarjajo, torej ki ali spremljajo ekonomsko politiko, podatke, ljudstvo tega spet ne vidi. Zakaj? Ker mediji več ne opravljajo svoje funkcije, ker mediji ne znajo korektno predstaviti in povezati novico, da imamo največji padec GDP-ja z ta vlada je naredila narobe to in to. Ko se zgodijo kakšni taki nastopi, je in sploh od gospoda Brodnjaka do vseh drugih, ampak ko pa potem spet pridemo v moment odločitve, ko pridemo v finiš volilne kampanje, ne gospod Brodnjak, ne gospodarska zbornica, ne obrtna zbornica ne pove zelo jasno celotni javnosti. Tej so zafrknili slovensko gospodarstvo, ne jih voliti, ampak bodo ziheraško, dajmo reči, govorili na splošno, podprite tiste, ki podpirajo gospodarstvo in se bodo dejansko skrili v mišjo luknjo in potem bodo pa spet kritični, ko bodo dobili še kakšno tako vlado, kot je trenutna. Skratka, zelo pomembno je, kakšno ekonomsko politiko vodi država, ker to neposredno vpliva na rezultate, ki jih lahko zdaj vidimo in seveda na naš standard življenja.
Ja, se mi zdi, da podjetniki se še veliko premalo oglašajo v Sploh v javnosti. ključnih momentih, ne? Ja. Sploh glede na stanje, v katerem smo, saj se oglašajo, pa grejo na 24 ur zvečer na soočenja z Boštjančičem, ampak tudi tam se potem obnašajo zelo tako pohlevno, ali kako bi rekla, so zelo zadržani. Ja, veste, tole ni v redu, pa bi lahko malo drugače, pa jih takoj Boštjančič zabije nazaj, pa so že tiho. Ne? Tako da, ne vem, očitno se pač bojijo, da potem bi izgubile ali kakšne posle, ali karkoli ne bi bili mogoče pri koritu. Ne vem, to so zdaj moje ugibanja, ampak ja, definitivno je tudi njihova naloga, da bi res udarili po mizi, ne? Ker zdaj smo pa res v hudi krizi, ki jo bomo žal občutili šele zares na naših žepih čez par let. Zdaj pa mogoče, če se dotakneva še ene zelo bizarne Golobove izjave, ki jo je dal nedavno na konferenci Gremo. Se mi zdi, da se je To tako je imenoval. grozd slovenskega avtomobilske industrije. Tako. In v bistvu Golob je tam povedal, da v bistvu bi lahko začeli financirati tudi mimo javnih razpisov, pa dajmo dati denar tistim ljudem, ki sploh še ne vejo, kaj bodo delali. Torej, pa sej ne boste imeli problemov s Komisijo za preprečevanje korupcije mimo nekih pravil. Mene je to zelo šokiralo, no, da je to izjavil predsednik vlade in ne vem, a bi to mi lahko smatrali, da premier Golob napeljuje na nek kriminal? Ne, kje pa. Ne, jaz mislim, da bo tako pojasnil. On je že pred časom povedal, ne, da on pride, butne neko idejo, kar nekaj govori, in pol mu povejo, pol celo resno vzamejo, kakšni sodelavci, pripravijo naslednje korake in on se pa vmes že premisli ali pa ugotovi, da je bilo to brez veze in od tega ni nič. Ne. Jaz mislim, da gre tle preprosto za eno prazno blebetanje, kar se tega tiče. Ne. Mislim, da se razumemo. Mi imamo zelo dober zakon o javnih naročilih, tako kot imajo številne, bom rekel, evropske države. Pri nas je problem v izvajanju tega zakona, predvsem v tem, da se večina izvajalcev tudi ne upa uporabiti vse opcije, ki so na voljo. Ne, tam obstajajo opcije, da država ugotovi, recimo, da je ta avtomobilski grozd tako pomemben, da grejo z državo skupaj v nek projekt, pa rečejo, evo vam 10 milijonov, bomo videli, cilji so taki in taki, pa res ni treba izpeljati pol nekega razpisa, ampak obstajajo drugi mehanizmi izvajanja javnega naročila, ki ni samo klasičen razpis. Ampak ponavadi si ne upajo tega narediti, ker je treba najprej dobro argumentirati, imeti neke podlage ali strateške dokumente, ali torej, kako se bo merilo neke učinke. Ne? Skratka, ampak obstajajo taki načini. Jaz verjamem, da on tega ne ve, ker se s tem nikoli ni recimo ukvarjal. Ne? Ampak imamo torej popolnoma zakonske možnosti tudi izvajanja tega brez nekega birokratiziranja in cele tone papirjev, ki so nepotrebni, ampak samo papirjev, ki so res nujni. To pa je strateške presoje, ocene, cilji in tako dalje. Ne? Tako da mislim, da je to njegovo govorjenje pač v luči tega njegovega karakterja. Kar se tiče odnosa do KPK-ja, pa se je zdaj pokazalo, da to, kar je seveda govoril v sami kampanji, je zelo hitro pozabil, ne, ko je govoril o spoštovanju takšnih organov, in po drugi strani mu pa, kar se tega tiče, tudi ne zamerim, ne, ker tudi jaz nimam do KPK-ja nekega, bom rekel, velikega spoštovanja. Pa na Fakulteti za uporabne družbene študije predavam tudi predmet lobiranje in v tem sklopu poleg tehnik, strategij, govorim tudi o zakonskem okvirju, ki ga imamo, in jaz mislim, da v številnih primerih je KPK pokazal, da sploh ne razume zakona, ki ga izvaja. Da sploh ne razume, kaj so elementi lobističnega stika ali karkoli drugega. Skratka, da imamo torej nek organ, ki je že v štartu bil čudno zasnovan in je bil pa iz mandata v mandat očitno tudi kadrovsko tako ošibljen, da je dejansko vprašanje, ali ne bi bilo smiselneje Računsko sodišče okrepiti z določenimi pristojnostmi
in tudi boj proti korupciji in skrb za integriteto dati v en takšen organ, ki pa ima ne samo ljudi in znanja, ampak ima tudi moč in določene inštrumente, da prisili, dajmo reči, in vlado in druge državne in lokalne organe k spoštovanju recimo nečesa. Ne? In KPK sam kot takšen deluje bolj kot neko PR-ovsko orodje za uničevanje nekoga, ki nekomu ni pogodu. Ja, so bolj sami sebi namen, tako bi jaz rekla. Ja, zdaj pa mogoče, če se dotakneva še naših neodvisnih medijev, recimo včeraj je bila Tarča, ne? In pričakovali bi, da bodo na Tarči, da bodo naredili Tarčo na temo te res katastrofalne gospodarske rasti, ampak smo pa imeli tako bolj neko estradniško populistično Tarčo, ne, o glasbenih poslih. Ja, pomembna tema o glasbenih poslih, torej spor med, kaj so že, Maraja pa Nika Zorjan. Ki so rešili vmes že pred oddajo. Jaz priznam, da nisem gledala, ker sem bila zelo razočarana, no, ko sem videla, česa so se lotili, ampak zdaj, kako je to možno, no, da imamo tako medijsko sliko, ker se mi zdi, da vsaj Tarča je pa odpirala neke pomembne teme, ampak včasih pa tudi, ne vem, tudi Tarči je malo padla gledanost, pa so mogoče mislili, da bodo s tem pritegnili kakšne druge gledalce, tudi včasih imajo težave sploh več dobiti goste, včasih bi kdo tudi iz tujine prišel, če je treba, ker je bil to res nekaj pomembnega, sploh za politiko, recimo. Ne? Mislim, da je tudi to nekako usahalo. No? Jaz mislim, da je Tarča sicer še vedno, bom rekel, seka in po enih in po drugih in ni popolnoma podlegla tisti depolitizaciji RTV-ja. Obstajajo dosti hujši primeri. Od samega Dnevnika do oddaje Politično stanje Gobec, ki pa je popolnoma, bom rekel, izgubila status medija, če mene vprašaš, in je to dejansko eno propagandno orodje, ki si ne zasluži statusa javne, torej statusa javne televizije. No. Tako da to je zelo, zelo velik problem. RTV Slovenija je v največji meri z mogoče peščico izjem, ki jih ne morejo ven vršne, popolno propagandno trobilo, pa ne toliko obstoječe vlade, ampak obstoječe politike, ki jo pač trenutno zastopa ta obstoječa vlada. Jaz mislim, da tudi oni bi raj videli nekoga, ki bi še bolj delal za njih, pa malo drugače, ki bi bil malo bolj učinkovit, ampak se morajo pač znajti s tem, kar imajo trenutno na oblasti. Ne? Torej RTV je popolnoma izgubil tisti status, ki bi ga ena javna institucija pri nas morala imeti. Pri Pop TV-ju se pa tudi nikoli ne ve. Ne? Znajo včasih biti malo kritični, ampak ne preveč, da ne bi slučajno ogrozili antijanšizma, ne? Da se ne bi slučajno kaj nevarnega zgodilo in predvsem pol v finišu, ko je treba, sploh tisti zadnji teden kampanje se pa zelo potrudijo, da se ne zgodi kakšno presenečenje. No? Tako da tudi tam. Vsi ostali mediji pa, mislim, to, kar je bilo klasičnih od Delo, Večer, Dnevnik, in vse drugo pa je, mislim, da postalo že tako irelevantno, da lahko midva s par X-i po mojem premagava vse tiste medije zlahka, kar se tiče nekega dometa. No. Ja, se strinjam. Pa mogoče še vprašanje za konec. Ali misliš, da se bomo Slovenci kdaj povlekli ven iz te politike antijanšizma? To je predvsem odvisno zdaj od vaše generacije, bom rekel. No. Jaz mislim tako, da določene generacije so zamujene z tega vidika. Predvsem tudi zaradi tega, ker pravim, še vedno se dovolj dobro živi v Sloveniji, da se ni treba sekirati s politiko. No. Tisti, ki pa slabo živijo, pa ne naredijo tega preskoka, da je njihova situacija odvisna od tega, kdo dejansko vlada in kako recimo vlada. Ne. Jaz mislim, da že volitve naslednje leto, če sem prej omenil možnost, da se bo kar nadaljevalo ali z golobizmom ali z nekim novim obrazom, jaz mislim, da možnost preobrata v tej državi je predvsem na dveh elementih. Eno ste mladi in drugo je podeželje. Podeželje je ali
že 15 let bilo ali zaspalo in abstiniralo volitve, ali je celo volilo nove obraze. V veliki meri so novi obrazi zmagovali tudi ne samo v Ljubljani, kot se je recimo prikazovalo, ampak tudi z določenimi glasovi na podeželju, ki so jih tudi zavedli mediji zadnji teden, ko so pogledali recimo kako in kaj. Ampak bistvena zadeva je, da prihajate nove generacije, ki niste obremenjene mogoče ne z Depalo vasjo, ne z drugimi preteklimi dogodki, ki so zabetonirali določene vzorce v glavah starejših generacij in ki se znate tudi odgovorno obnašati do lastnih odločitev. Torej, to, da večina dajmo reči 25% mladih volivcev celo, kar je pokazana analiza, sprejmejo svojo končno odločitev v soboto ali celo v nedeljo. To ne pomeni, da so podobno kot tej, ki pogledajo Pop TV. Oni spremljajo zadeve, ampak sprejmejo odločitev na koncu, ko je treba. To pomeni, da je za ta glas se treba boriti do samega konca z ustrezno argumentacijo, z ustrezno, ne moreš sploh, komunikacijo, ki pride nekako do njih. In jaz mislim, da bo dejansko ključ rezultata naslednje leto predvsem v tem, kako se bo mlada generacija odločila, zaradi tega, ker je to spet zdaj že tretje volitve, mogoče četrte celo, generacija, ki se v večji meri udeleži celo volitev. Imamo pol luknjo v srednji generaciji, potem pa spet upokojenci z neko višjo udeležbo. In od tega, od vaših generacij je odvisno, kdaj se bo presekalo, ne samo z antijanšizmom, kdaj se bo sploh presekalo s to toksično polarizacijo, kdaj se bo ugotovilo, da je seveda lepo živeti v pluralni družbi, imeti različne poglede, ampak da na koncu je treba živeti skupaj in da se je treba dogovoriti o pogojih te medsebojnosti navkljub nekako vsem razlikam. In verjamem, da ste, bom rekel, dovolj pametni, da boste našli način, da se v vaših generacijah začne neka drugačna državljanska kultura, nek drugačen odnos do demokracije, ki je bila neki generaciji mogoče dana v roke, ne da bi jim bila dana tudi navodila za uporabo, da rečem tako. So ljudje, ki so rasli v nekem, ali pa smo ljudje, ki smo rasli v nekem drugem režimu, dobili smo nek nov model, brez navodil, kako se ta model uporablja. Ker bistvo tega modela je dejansko v odgovornosti ljudstva, ne v odgovornosti politične elite. V prejšnjem sistemu ljudstvo ni imelo kaj dosti zapovedati in je od kakovosti politične elite bilo odvisno od enega partijskega vodstva do drugega, ali spodobili avtoceste, ali so jih raj zaprli, pa se je denar kam drugam dal. Zdaj v tem modelu, ki ga živimo, pa je od aktivnega državljana odvisno, ali demokracija živi ali pade v oligarhijo današnjega tipa z Robertom Golobom na čelu. Torej, samo aktivno ljudstvo, ki je dovolj osveščeno, dovolj pozorno, dovolj informirano, da sprejme kvalitetno odločitev na tisti pomemben dan vsaka 4 leta in da tokom 4 let na ustrezen način opozarja politično vodstvo, kako in kaj, samo v tem primeru lahko ta demokracija kvalitetno živi naprej. In verjamem, da je vaša generacija bolj pripravljena na ta model, kot so bile kakšne druge generacije. Pa da je, ne moreš, da damo vsaj nekaj optimizma za zaključek tega podcasta. Da končamo na pozitivni noti. Jaz tudi mislim, da se mladi veliko bolj zavedamo svojih pravic, česa vse smo sposobni in da se zavedamo tudi svoje moči, svoje odgovornosti. Tako da najlepša hvala za tale pogovor. Hvala za vabilo. Z veseljem. Hvala pa tudi vam, ki ste nas gledali. Dajte seveda polajkati to epizodo, če vam je bila všeč. Naročite se na naš kanal in pa seveda se vidimo v naslednji epizodi.